nasploh neka reakcija na celo pandemijo COVID-a je bila zelo, zelo čustvena. Pravzaprav iz različnih vidikov smo v času, ko je veliko disinformacij, misinformacij, ogromno teorij zarote. Seveda, ko se znižuje stopnja zaupanja, se znižuje tudi stopnja pripravljenosti ljudi, da pravzaprav upoštevajo avtoritete, stroko, tiste, ki situacijo nekako obvladujejo in upravljajo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Metro minutke. Danes je z mano Mitja Vrdelja, predstojnik Centra za komuniciranje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Lepo pozdravljeni. Dober dan, pozdravljeni. Pogovarjala se bova o zdravstvenem komuniciranju, bolj ali manj, tako da za začetek bi kar prosila, da našim gledalcem na kratko razložite, zakaj pravzaprav gre pri zdravstvenem komuniciranju. Torej, zdravstveno komuniciranje spada pod široko področje komunikologije, gre za eno od znanstvenih vaj na področju komunikologije, ukvarja se pa z komuniciranjem v zdravstvu. Temeljni namen pravzaprav je, da z zdravstvenim komuniciranjem, z komuniciranjem dosegamo določene cilje, prenašamo informacije, dvigujemo znanje, dvigujemo ozaveščenost prebivalcev in pa tudi skupnosti. Ultimativni cilj pa je pravzaprav ohranjati zdravje prebivalcev, ga krepiti in tudi ohranjati ali pa izboljševati zdravstveno stanje, če že prebivalci imajo kakršnokoli bolezen. Znotraj zdravstvenega komuniciranja seveda poznamo tudi klinično komuniciranje, kjer pa govorimo o komuniciranju med pacienti in pa zdravniki oziroma zdravstvenimi osebjem. Na tem področju so določene specifike, ki so drugačne kot ostale vidiki zdravstvenega komuniciranja. Zdaj pa, če pogledamo še malce širše, je pa zdravstveno komuniciranje eno od polj na področju komuniciranja v zdravstvu. Drugo polje je strateško komuniciranje, ki se ukvarja z načrtovanim pravzaprav komuniciranjem z namenom doseganja poslanstva posamezne zdravstvene organizacije. Tretje polje pa je komercialno komuniciranje, ki pa se nekako ukvarja predvsem z prodajo določenih izdelkov, s katerimi izboljšujemo ali pa tudi ne zdravstveno stanje prebivalcev. Ampak kot rečeno, najbolj pomemben del, najbolj vitalen del komuniciranja v zdravstvu pa je zdravstveno komuniciranje. Najlepša hvala. Zdravstveno komuniciranje je v svojem bistvu komuniciranje znanosti. Zdaj, znanost ima s komuniciranjem pogosto težave, sploh v primeru kakšnih zelo kompleksnih izsledkov, ki jih nekako ni mogoče na enostaven, dostopen način na hitro približati javnosti. Danes pa vemo, da bi radi vse zelo na hitro. Po drugi strani pa v tej dobi neštetih resnic vsakdo misli, da je kompetenten za analiziranje zdravstvene dokumentacije, raziskav in tako dalje. Kako se soočate s tem? Res je. Komuniciranje znanosti ali pa znanost sama je pravzaprav v temelju zdravstvenega komuniciranja, ker zdravstveno komuniciranje mora temeljiti na dejstvih, preverljivih dejstvih, na znanstvenih dejstvih. Tako da z tega vidika se zdravstveno komuniciranje pa komuniciranje znanosti v precejšnji meri prekrivata. Dejstvo je, da se v današnjem času, ko se soočamo z na eni strani ogromno količino informacij, na drugi strani pa z informacijami, ki so prosto dostopno, vsem pravzaprav ima znanost velike težave ali pa izzive. Ker znanost temelji na določenih znanstvenih dejstvih, na določenih metodologijah, ki so kompleksne, ki so zahtevne. In včasih je pravzaprav dostop do znanosti bil zelo omejen ozkemu krogu ljudi. Danes pravzaprav vidimo, da vsi lahko dostopamo do znanosti, do znanstvenih dejstev in tudi do omejitev, ki jih znanost pravzaprav ima. In vse to je večini ljudi zelo, zelo kompleksno. Celo znanost sama priznava, da je kompleksna sama sebi. Tako da to je pravzaprav velik izziv. Po drugi strani pa znanost mora biti transparentna. Tako da tu je znanost na nek način v določenem paradoksu. Težko se je pravzaprav soočati s tem. Tudi zato, ker znanost sama nima odgovorov na to dilemo, ta izziv.
Dejstvo pa je, da živimo v času infodemije, kar pomeni, da imamo ogromno količino informacij. Te informacije so številne pravilne, korektne, druge so nepravilne, napačne. Smo v času, ko je veliko disinformacij, misinformacij, ogromno teorij zarote in v tem konglomeratu ali pa ekosistemu informacijskem seveda je znanost samo ena od vej, pravzaprav, ki producira in v ta ekosistem daje informacije. In če je bila včasih znanost na nek način nadrejena drugim informacijam, danes več ni tako. In znanost sama na to zaenkrat še nima zelo dobrih, jasnih odgovorov in tu bo pač znanost mogla narediti, verjetno znanost mogla narediti določene premike in razmisleke, kako ni nekega enostavnega pravzaprav recepta, kako približati znanost ljudem, kako jo spet narediti takšno, da ji bodo ljudje zaupali. Ker v temelju vsega tega pa je umajano zaupanje v avtoritete in tudi v znanost. Ja, vse to, o čemer sva zdaj govorila, se je zelo učinkovito razkrilo tudi ali pa predvsem v času covida. Sploh cepljenje je postalo neke vrste lakmusov papir za zaupanje v znanost. Zakaj se je po vašem mnenju to v takih razsežnostih zgodilo ravno takrat? Krizne situacije so zelo specifične od ostalih situacij. In pandemija covida je bila en tak ogromen pravzaprav krizni dogodek ali pa serija različnih kriznih dogodkov. In ponavadi ljudje v kriznih situacijah odreagiramo še bolj nekako emotivno, čustveno kot pravzaprav v mirnem stanju. In nasploh neka reakcija na celo pandemijo covida je bila zelo, zelo čustvena pravzaprav iz različnih vidikov pri različnih skupinah prebivalstva. In tudi tisti, ki so upravljali situacijo, pravzaprav so se znašli na nekem razpotju, kako takšno krizo, takšne krizne razmere v tej globalni ravni obvladovati in kako jih pravzaprav upravljati. Pri kriznem komuniciranju ali pa pri kriznem upravljanju tudi je še en zelo, zelo pomemben element in to je neka negotovost, neka nejasnost. In komuniciranje negotovosti in nejasnosti je zelo, zelo zahtevno. Poleg tega je problem pandemije covida oziroma te krizne situacije tudi ta, da je trajala zelo, zelo dolgo. In ko krizna situacija traja tako zelo dolgo, je treba temu prilagoditi tudi komuniciranje. In tudi krizno komuniciranje bi se, po mojem mnenju, moglo v krizni situaciji nekako strateškega vidika in tudi taktičnega spreminjati. Če smo v prvi fazi, pa govorim bolj globalno, ne samo za Slovenijo, če smo v prvi fazi še bili nekako naklonjeni ali pa smo še kot ljudje, kot prebivalci sprejemali malo bolj, bom rekel, vojaški način komuniciranja, ta se je izkazal v drugi fazi ni bil več pravzaprav učinkovita. Drug zelo pomemben element, kar se tiče kriznega komuniciranja in pandemije covida, ki je trajala toliko časa, pa je ta, da je zelo težko vzdrževati konsistentnost in doslednost. In ko se na tem polju pravzaprav zgubi ta doslednost in konsistentnost tistih, ki situacijo obvladujejo ali pa upravljajo, potem se nekako znižuje tudi stopnja zaupanja. In seveda, ko se znižuje stopnja zaupanja, se znižuje tudi stopnja pripravljenosti ljudi, da pravzaprav upoštevajo avtoritete, stroko, tiste, ki situacijo nekako obvladujejo in upravljajo. In COVID je pravzaprav vse to tudi zelo jasno nekako razkril. Tisti, ki morda med covidom niso bili naklonjeni cepljenju ali pa drugim načinom klasične medicine, so se zelo pogosto zatekali tudi v alternativno medicino. Ta razkorak med klasično in alternativno medicino je tako ali tako nekaj, kar se dogaja že dolgo časa in verjetno tudi v zdravstvenem komuniciranju se s tem soočate, iščete načine, kako mogoče to nasloviti.
Ja, absolutno. In področje cepljenja je eno od tistih, ki je nekako najbolj zahtevno, kar se tega tiče. Kot rečeno, ja, živimo v času različnih informacij in vse več se producira tudi nepravilnih, napačnih informacij. In te informacije pogosto predstavljajo vir pridobivanja informacij mnogih ljudi. Hkrati pa je kompleksnost informacijskega ekosistema tako velika in tako zahtevna, da se ljudje ali pa prebivalci ali pa velik del prebivalca težko na nek način znajde v tem sistemu, ki dnevno pravzaprav producira milijone in milijone različnih informacij. In seveda tudi ljudje, ki so visoko, bomo rekel, digitalno pismeni, če govorimo o tem digitalnem ekosistemu, ki v precejšnji meri največ teh napačnih informacij zgenerira. Tudi visoko pismeni, digitalno pismeni nekako prebivalci imajo težave navigirati med tem informacijskim ekosistemom. In to je na nek način zelo, zelo težko. Zdaj v tujini vse bolj in vse glasneje govorijo o tem, da je potrebno vzpostaviti orodja, sisteme tako imenovanega poslušanja javnosti. Social listening se to nekako v mednarodnem okolju uporablja, s katerimi nekako detektiraš informacije, ki so napačne ali pa jih presodiš, da so napačne in jih nekako poskušaš popravljati na mestu, kjer se je ta napaka nekako zgodila. Mogoče je to še trenutno prezahtevno, ampak po drugi strani pa z tudi uporabo, etično uporabo artificial intelligence, se pravi umetne inteligence, bo mogoče lažje vzpostaviti te sisteme, ki bodo tudi pomagale pri nekako poslušanju javnosti in popravljanju napačnih nekako informacij, ki pa jih je žal vse več. Z digitalnimi sistemi imate verjetno v mislih predvsem družbena omrežja. Tukaj se zgenerira največ napačnih informacij. Tako, in to pravzaprav potrjujejo številne raziskave, da družbena omrežja, takšne kot so, omogočajo pravzaprav pa tudi generirajo in širijo ogromno teh nepravilnih, napačnih informacij. Moram pa vedeti, da niso vse informacije, ki so napačne, ustvarjene z namenom, da so napačne, zato govorimo o misinformationu, ki pravzaprav govori o napačnih informacijah ki so bile ustvarjene, ne da bi se zavedali, da so mogoče ustvarjene napačno, in pa dezinformacije, disinformation, ki pa so z namenom ustvarjene napačno. Tako da tukaj je ta distinkcija tudi potrebna, ampak kot rečeno, težko se znajti v tem informacijskem ekosistemu. Zato je seveda še vedno priporočilo, da je potrebno ali pa je smiselno zaupati uradnim inštitucijam, uradnim virom informacije. Ker pa seveda uradna inštitucija ali pa uradne vire informacije ne zavezuje k transparentnemu delovanju, transparentnemu pravzaprav komuniciranju, to pa je njihova pravzaprav temeljna naloga. Se pravi, to bi bil vaš nasvet, da pač se ljudje čim lažje znajdejo v tej poplavi informacij, se pravi, iskati informacije, ki prihajajo od uradnih inštitucij in tako dalje, ker dokler nimamo učinkovitega sistema, ki bi nam pomagal nekako sortirati te informacije, je res najbrž samo to prava pot. Tako, kot rečeno, ja, potrebno pa je strani uradnih virov res delati na tem, da se vzpostavlja pa tudi krepi zaupanje javnosti, do katerih pravzaprav te inštitucije tudi komunicirajo. To pa je tudi nek temelj in zaveza pravzaprav tudi teh uradnih inštitucij.